Lepo vas pozdravljamo zopet z Konjskega vrha. Karel, Žiga zadaj za kamero in jaz. Lep pozdrav. In današnja tema smo rekli, da bo o ženskah, moških, ki skupaj data srčno moč. Naj bi jo dala, morala bi jo dati. O tem bomo govorili. Je tako, ker sami vidimo recimo v situacijah v svetu, da je veliko moči, ampak ta moč je lahko tudi uničevalna, je lahko smrtonosna, je lahko brezobzirna in te brezobzirnosti, brez te srčnosti je toliko, da je potrebno razmišljati tudi o srčni moči, ne zgolj o moči, ampak mora biti ta moč vedno posvečena z srčnostjo. Torej, vloga moškega in ženske v medsebojnem dopolnjevanju, nenazadnje je na en svojski način v času svojega papeževanja to izpostavil tudi papež Frančišek, ko je na nekatera vodilna mesta nastavil ženske, kar je bilo za mnoge šokantno, kak je lahko vedno je bil predstojnik določene kongregacije, določene ustanove, kar naenkrat predstojnica, ki seveda ima ob sebi tako ženske kot moške, ker se ta moč, recimo, ker to moč na nek način navdihuje in vodi srčnost. To je seveda simbolno rečeno, se bo dotaknila, ali je vedno ženska tudi v znamenju srčnosti, ampak na en tak splošen način pa bi lahko rekli, da je ženska tista, ki je bolj sprejemljiva za navdih, za intuicijo, za srčnost. To je seveda zelo grobo rečeno. Dejansko je v moškem in ženski eno in drugo, tudi v ženski je močne, sami vemo, koliko zmorete ženske, ampak nasplošno pa je dejansko v tem prikazu medsebojnega dopolnjevanja in sodelovanja poudarimo pri nekom to moč moško, tudi lahko rečemo rahlo, da smo štorasti, okorni. Najhujše, ko ženske mislite, da mi vemo, kaj vi mislite, in pričakujete, da bomo vedeli, kaj vi mislite, ker nakazujete in domnevate, da imamo tudi, vam je samo umevno, da imamo tudi mi tisto intuitivnost, da beremo med vrsticami, nasplošno moški rabi konkretno povedati, kaj ženska pričakuje, ker tukaj se včasih potem zgodi tisto žensko trpljenje, da moški smo tudi štorasti, zato povej direktno, kaj pričakuješ, in ne misli, da vem, kaj ti misliš. Zelo dober nasvet. Ampak če govorimo, da ženske posedujemo, naj bi posedovali srčnost in naj bi dodajali tisto srčnost v svet. Mi takoj pride na misel, da tisto znano reklo, da če bi ženske vodile svet, ne bi bilo vojn. Ker ženske rojevamo otroke in jih ne rojevamo za vojne, ampak temu ni tako. Vidimo ženske, ki vodijo svet, vojne, pa kljub temu so. Kje se zgubi tista ženska srčnost? Kje se zgubi, to je dobro vprašanje. Če se je sploh izgubila, ker tukaj imamo spredaj knjige Stanka Majcna. Stanko Majcen prav opisuje, da so nekatere ženske brez te, bi rekel, subtilnosti, brez te srčnosti, brez tistega navdiha, ki usmerja moč v žlahtnost. Recimo posebej v drami Cassija, torej zelo bi priporočal v branje drame Stanka Majcna, ker je tako dobrega prikaza vloge moškega in ženske v medsebojnem dopolnjevanju, kot pred Stankom Majcenu nisem zasledil nikjer drugje. Nobeni psihološki knjigi nisem zaznal tako globokega uvida v to medsebojno dopolnjevanje. No in recimo v drami Cassija imamo lik dveh žensk. Ena je Adela, druga je pa Cassija. Cassija je tista, ki ima navdih, je tista, ki hoče moško moč pritegniti v konstruktivno delovanje, v delovanje v smer žlahtne človečnosti. Na drugi strani pa imamo Adelo. Adelo, ki je
izgubila to srčnost, ki se preprosto, bi rekel, umesti v eno, bi rekel, celo banalno družbeno srenjo in celo banalizira. Ne? To je en tak, bi rekel, zelo tragičen lik ženske, ki ne nastopa samo v dramah Stanka Majcna, ampak jo lahko srečamo danes tudi marsikdaj na političnem prizorišču. Seveda ne gre to posploševati. Ne? Po drugi strani je pa res ta Kasija, ki ima, podobno je v drami Prekop. Ne? V drami Prekop pa Stanko Majcen celo nakaže tragičnost ženske, ki ne uspe pritegniti moškega bi rekel, v tisto žlahtno poslanstvo. Ne? Na koncu se ta drama konča tragično, ker ima ki nastopa v drami, ker ima enega štora ob sebi, ne? Ki mu je ljubo, da mu ploska družba, zato se on prilagaja družbi in dejansko se popolnoma zbanalizira. Ne? Stanko Majcen celo zelo zanimivo pravi, da mora biti žena možu kakor ljubica, ki ga vedno znova priteguje, ki njegovo moč pritegne v tisto konstruktivnost, ki jo preprosto, vidimo, naš čas še kako potrebuje. Ker mi smo res priča grozljivi moči, ne, ki jo ima človek. In po večini je ta, ki vodi to moč na bojiščih, pri odločevanju, pač ta moški, ki je brez srčnosti, ne, ki je v izgubi tega pritegovanja k odnosom, ki budijo žlahtno človečnost. Ne. To so vedeli že, kot sva že govorila, tudi v daljni preteklosti, ne, recimo za Kelte, ne, sem rekel, ne, so rekli, Bog je dal moškemu moč in meč, ne, ampak gorje, če ta meč nima ob sebi ženske z srčnostjo in intuitivnostjo. Ne. In ženske ste v sedanjem času v izjemnem poslanstvu. Ne. Vi boste morali pritegniti to silno moč v smer človečnosti. Ne. Sam se bojim, da stojijo ob strani tem dedom, ki imajo silno moč, kakšne Adele, ki so se navadili na privilegiran status, ki jim je prijetno, da hodijo po rdečih tepihih, da se družijo z vzvišeno druščino in se hranijo s tem, namesto da bi bile pozorne na tiste, ki so na dnu. In ravno tukaj je bil vzor tudi papež Frančišek. On je poslušal glas z dna, iz tega sicer nisem povedal, dokler je še živel, zdaj pa sem že tudi, mislim, da je bilo objavljeno tudi v sobotni prilogi, ne. On je ob teh glasovih z vrha poizvedoval tudi bazo. Ne. In sam vem, kako sem bil presenečen, ko mi je po nekom, sem dobil naročilo od njega, naj mu opišem situacijo v Sloveniji. Ne. Meni je bilo tisto tako čudno, ne, da kdo sem jaz, da bom komuniciral s papežem in preprosto na neki nezavedni ravni to ni mogoče. Sem odvrnil to naročilo, dokler ni prišel opomin, da še čaka na odgovor. Potem sem napisal, so prevedli v španščino in mu posredovali. Ampak takrat sem videl, ne, to veličino. Ne. Slišati je hotel tudi glas dna. Ne. Ker veste, tiste velikaši so v svojem krogu, privilegiranem krogu, tista rdeča tepih, po kateri hodijo samo en simbolni prikaz, kako jih izolirajo od realnosti, od dna. Ne. Papež Frančišek je bil to drugačen. On je iskal še dodatne informacije z dna. Ni se dovolil, da bi poslušal zgolj uradna poročila tistih nad, ne, ampak je hotel slišati tudi glas iz dna. In zato je znal zelo presenetiti tiste, ki so vzvišeni, ker jim je serviral informacije oziroma jim je dal napotila na podlagi informacij. Papež Frančišek je rekel, da mora biti, da je oblast služenje, ne? In on je služil. Papež Frančišek je velikokrat dal glas tistim, ki nimajo glasu, ne?
In tu je v bistvu ta poteza, tudi verjetno je zato tako vrednotil tudi to žensko plat, ne, in jo je potrebno ovrednotiti, seveda v tistem žlahtnem poslanstvu ženske, ne, ženske, ki so kasije, ki vidijo stisko, ki vidijo bolečino in pritegujejo moškega, njegovo moč, njegovo ustvarjalnost, zato da ne spregleda tiste, ki so na dnu. Saj papež Frančišek si je tudi zato izbral ime Frančišek, ne, lahko bi imel kakšno drugo ime, ne, ker kardinal, ki je izbran za papeža, si pač izbere neko ime. In eden, ko je bil izvoljen za papeža, mu je rekel, kardinal, ki je bil v njem, mu je rekel, ne pozabi na reveže. Ne. To je bila veličina osebe, ki je govorila v imenu tistih, ki so brezpravni. Vse vemo, kam vse je popotoval, mnogokrat je presenetil, ker je šel čisto neko, bi rekel, zakotno, nepomembno, neizpostavljeno državo. On je iskal, ne, obiskoval je še zdaj v zadnjem, ko je bil že čisto nemočen, v četrtek pred ponedeljkom, ko je prestopil prag večnosti, ko že nič ni mogel praktično, je želel še obiskati zapor in je šel, so ga peljali tam v eno jetnišnico, da je obiskal zapornike. In verjetno je tudi zaradi tega on postavil te ženske prvič v zgodovini rimske kurije tako visoko. Sem prepričan, da so bili mnogi gospodje strašno šokirani, da je njihova šefica ženska. Ampak, glej, mi rabimo, ne? Tako kot sva rekla, moška moč mora biti posvečena z srčnostjo, biti mora srčna moč. Ne? Moški plus ženska je, naj bi bila, mora iti v tej smeri srčne moči. Ja, upamo, da bo to veljalo tudi vnaprej in da bo se dotaknilo tudi vseh tistih žensk, ki pa nekako še vedno... To je meni zelo grozno. Ja. Jaz rad vidim res to žensko, ki je pritegovalka, ki je v znamenju navdiha. Ne? Ona naj bi bila dejansko podoba svetega duha, navdiha. In mi je strašno banalno, če vidim tiste, ne bom uporabil izraza, ker so zbanalizirale svojo žensko poslanstvo, tako kot lahko tudi moški zbanalizira svoje moško poslanstvo. Vsi se moramo povrniti k temu dostojanstvu, poslanstvu, v medsebojnem povezovanju, dopolnjevanju smo pa potem tisto upanje za čas, v katerega vstopamo. In temu nas lahko povrne oziroma pomaga tudi branje. Ja, sam si ne predstavljam dneva, da ne bi bral, predvsem, da ne bi bral tista dela, ki mi dajo misliti. Ne? Nimam rad, da nekdo želi, kako bom jaz mislil, ampak da mi da misliti. Ne? In Stanko Majcen, tudi zato, ker je njegova govorica zelo simbolna, da misliti. Ne? Ja, to bi še moral omeniti Ženina na mlaki in tolike druge drame, ki so dediči nebeškega kraljestva. Res, ampak tisti, ki želi neko površnost, se bo tu ustavil. Tisti, ki pa želi najti dodano vrednost, tisti, ki želi, da ga bo misel Stanka Majcna odpirala v razmišljanja, ki so v smeri upanja, naj bere. Tudi, če ne boš prebral takoj, ne vem, cele drame, ampak že po koščkih daje okušati tisto, kar je zelo dragoceno za naše. Ne nazadnje, ne, Stanko Majcen je sam zapisal, da se bo prismejal čez 100 let s svojim sporočilom v, lahko rečemo, kar naš čas, ker je njegovo sporočilo tako aktualno, ker da misliti ne samo v odnosu moški-ženska, ampak tudi na mnogih drugih področjih. Tole snemava ravno ob dnevu in noči knjige, zato še posebno povabilo k branju Stanka Majcna, pa branju tudi tvoje nove knjige. Ja, kako misliti ta svet drugače? Kako misliti ta svet drugače? O njej bomo spregovorili tudi na našem majskem srečanju, živem srečanju v Šmarju, ko bomo odprli tudi tedne vseživljenjskega učenja. Če ste blizu Šmarjeva, že kar sedaj, pa tudi če ste dlje, že sedaj povabimo. To je 12. ponedeljek, 12. maj ob 19. uri. In do takrat pa berimo, se družimo in predvsem sodelujmo. Tako, dajmo drugemu misliti v smer žlahtnosti.
In samo še lep pozdrav s Skonskega Konjskega vrha. vrha. Srečno.